Pa lahko bi bohe kaj natrdali. Te trgovine ali pa bilo kaj, no. Čisto zgradba, to bo, ne bo več dolg, ne. Propada čisto na lep način, ne. Zdajle sem šel parkrat dol peš, tudi mimo, jaz pravim, da je to velika sramota. Zdaj, čigava je, čigava ni, ne vem, tako da bi pa mogli to sigurno popucati, ker tam noter se zbira od raznih, bi rekel, živali, tistih, ne da nam govoril katerih, pa še mladina, mislim, da gre včasih noter. Krčani že dalj časa opazujejo, kako stavba nekdanjega Laboda žalostno propada. Ta je še vedno pod okriljem stečajnega upravitelja, ki pa naj bi jo prodajal. Kakor smo seznanjeni, je že bil en postopek prodaje, ki ga je pa sodišče zavrnilo, zaradi tega, ker je stavba še zmeraj pod hipoteko, kar velika vsota, ne. Stavba Laboda stoji na enem lepših delov mesta, kjer je prostor, ki bi lahko služil različnim namenom, verjetno predvsem poslovnim namenom, vendar je sedaj težava zapleti z samim stečajem podjetja Labod. Mestna občina Krško se je v lanskem letu s sklepom občinskega sveta odločila, da si na teh objektih zagotovi predkupno pravico. Predvsem zato, da bi lahko začeli s pripravo tega območja za nek drug namen. Sama predkupna pravica ne pomeni, da je to že avtomatsko, smo ta prvi v vrsti za to, ampak nakup, ampak je potrebno za to seveda imeti tudi denar in iti na dražbo, ko bo prišlo pač do nje, ko se bo stečajni upravitelj za to odločil. Kar se pa krške krajevne skupnosti tiče, seveda smo vse skozi na to temo razpravljamo, se pogovarjamo in dajemo predloge in sprašujemo, ker si želimo, da se čim prej ta zadeva uredi, ker je ta del Krškega dejansko, bi rekel, kar malo zapostavljen zaradi te stavbe, ki je trenutno takšno stanje, da ne kazi okolje, ne. Tako na občini kot krajevni skupnosti ostajata želja in volja, da se ta del mesta uredi, a je zato najprej potrebno izpeljati postopek prodaje, ki pa je odvisen od stečajnega upravitelja.